Mi pa nadaljujemo z našim obalnim korespondentom, gospodom Markom Žerjalom, to je on, ki se je ta teden poglobil v nekakšen zaplet, ki naj bi se dogajal v njegovih koncih med tamkajšnjim županom in Ministrstvom za kulturo. Gospod Žerjal, kaj je to pot spodletelo na obali? Čau, gospod Godler. Ja, to poletje se v Kopru dogaja pravi debakel, oziroma pravi škandal. Na nekatere stavbe v centru so namreč obesili informativne table. Ne, čakaj, to mogoče kdo malo zafuk. Aha, ne, z režije mi sporočajo, da je informacija pravilna. Res glavna drama letos v Kopru je bila to, kaj se bo zgodilo s tablami na mestnih trgih in ulicah. Wow, res živimo v divjih časih, ne? Kaj bo naslednje? Bo spor o temu, kaj gre prvo v bevando, vino ali voda? Mislim, ob vseh vojnah in ostalih problemih še dobro, da so to glavne dileme naše generacije. Težava je nastopila potem, ko je frančiškanski pater opazil, da so na novih tablah imena zgolj v italijanskem jeziku, za kar se je obrnil na službo za slovenski jezik, ki pa je podala naprej prijavo na inšpekcijo. In to gre za table, ki niti niso uradne table krajev, samo informativne table za turiste. Mislim, kaj res je treba vse prevesti, recimo Campo della Madonneta se prevede v slovenščino dobesedno njiva male Marijice. Res? To, da je celo zadevo sprožil prav pater, mi pa je sploh zanimivo. Ker recimo, za primer, na Titu trg so hoteli postaviti tablo Piazza Duomo, kar se v slovenščino prevede Stolni trg, po tamkajšnji stolni cerkvi. Ampak je to potem blokiralo Ministrstvo za kulturo. Torej, če prav razumem, je koprski levičarski župan hotel na Titov trg postaviti tablo, ki ga poimenuje po cerkvi. Ampak celo zadevo je blokiral frančiškanski pater. Ne, čakaj, smo sigurni, da to prav? Mislim, to je kot bi jaz hotel odpreti trgovino z večernimi oblekami, ampak bi me pri tem blokiral Godler. Ni to malo obratno? Župan Aleš Bržan se je sprva poskusil pogoditi z ministrstvom glede tabel, a mu ni uspelo, zato jih je protestno obrnil okoli. Idejo je bojda dobil od svoje žene prejšnji večer, a očitno žal ne deluje tako dobro tudi izven spalnice, saj se tudi naknadno ministrstvo ni premislilo. To je bila odlična ideja od Ministrstva za kulturo, da osreči lokalno prebivalstvo. Ker če je nam v Kopru kaj všeč, je pa to definitivno, da nam govorijo, kako lahko svoje stvari poimenujemo ljudje iz Ljubljane. Res, komaj čakamo. Zakaj v bistvu se potem ne spravimo še na druge tuje imenske stvari tu okoli? Recimo taverno bi lahko preimenovali v gostilna, parkirno hišo Belvedere v parkirno hišo Lep pogled, McDonald's v McDomnovo, kitajsko restauracijo Chang v kitajsko restauracijo Cene in pa seveda vrata Muda v vrata Jajca. Tako, vse po slovensko, vsi srečni. Bravo, birokrati iz Ljubljane. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.